Spoštovane svetnice in svetniki, če dovolite, vas lepo pozdravljam na začetku 30. redne seje občinskega sveta, pa bi predlagal, da bi z sejo začeli. Sklepčni smo. Zunaj je lepo vreme po dolgem času, tako da bomo lahko čim prej šli domov. Gradivo ste dobili skupaj z dnevnim redom. Naj pa ta uvod v današnjo 30. redno sejo izkoristim na začetku najprej zato, da čestitam našima obema svetnikoma oziroma svetnice Mojci Žnidarič pa svetniku Janiju Ivanošu za izvolitev v državni zbor. Pa jima lahko malo zaploskamo. Torej, po dveh sušnih mandatih imamo tokrat še tretjega poslanca v naši občini, gospoda Kovačiča. On sicer ni občinski svetnik, ampak smo se že srečali, tako da smo neko navezo, neko spoznanje že navezali in se dogovorili za nadaljno sodelovanje. Zdaj pa prehajamo na potrditev dnevnega reda. Nekih gostov na današnji seji nimamo. In sicer vam uvodoma sporočam, da bom točko 8, to je predlog odloka o določitvi takse za obravnavo zasebni pobud za spremembo namenske rabe prostora v odloku o občinskem prostorskem načrtu občine Ormož v prvi obravnavi umaknil z dnevnega reda. O predlaganem umiku ni razprave. Predno pa bomo glasovali o dnevnem redu, pa se je treba odločiti še pri točki 11. To je predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi osnovne šole Ivankovce, pa potem osnovne šole Miklavž in pa osnovne šole Velika Nedelja o skrajšanem postopku. Pa odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati o dnevnem redu? Če ne želi, dajem potem najprej na glasovanje predlog, da se točka 11, to je predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi osnovne šole Ivankovce, obravnava po skrajšanem postopku. Pa prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Zdaj pa lahko glasujete, kdo je za skrajšani postopek. Je kdo proti? Opozorjam samo, da 2/3 tisti, ki boste glasovali, mora biti za skrajšani postopek. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je predlog za skrajšani postopek z 15 glasovi za in nobenim proti soglasno potrjen. Prehajamo potem na glasovanje o skrajšanem postopku pri točki 12. To je identična vsebina. Gre samo za odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi osnovne šole Miklavž pri Ormožu. Pa prosim, če pripravite napravo za glasovanje. Hvala. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Zdaj pa lahko glasujete, kdo je za skrajšani postopek. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je tudi s 14 glasovi za in nobenim proti skrajšani postopek pri točki 12 potrjen. Prehajamo še na glasovanje o skrajšanem postopku pri točki 13. To je identična vsebina. Gre pa za odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi osnovne šole Velika Nedelja. Pa prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Kdo je za skrajšani postopek?
Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 14 svetnic in svetnikov glasovalo za, nihče proti. S tem smo se odločili o skrajšani postopki. Glasujemo o dnevnem redu v celoti. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Prav, glasujete. Kdo je za? S tem seveda, kot sem že prej povedal, da sem točko 8 umaknil iz dnevnega reda. Kdo je za dnevni red, kot je predlagan? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je z 15 glasovi za in nobenim proti dnevni red potrjen. S tem smo potrdili točko 1, prehajamo na točko 2, to je potrditev zapisnika 29. redne seje občinskega sveta skupaj s poročilom o izvršitvi sklepov. Pa prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Zdaj pa lahko glasujete, kdo je za to, da se zapisnik 29. redne seje občinskega sveta potrdi. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je z 15 glasovi za in nobenim proti potrjen zapisnik 29. redne seje. Prehajamo na točko 3. To je predlog odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. Druga obravnava. Glede na to, da med prvo in drugo obravnavo ni bilo nobenih dodatnih predlogov, je vsebina identična, kot je bila v prvi obravnavi. Tudi ni na samo vložen noben amandma, tako da ni razprave o amandmaju. Predno dam na glasovanje predlog odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave. Samo sprašujem, če želi kdo obrazložiti svoj glas. Kolikor ne, zaključujem možnost obrazložitve glasu. Prehajamo na glasovanje. Prosim, če potrdite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Dajem sedaj na glasovanje predlog odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. Druga obravnava. Kdo je za? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 16 svetnic in svetnikov, nihče proti. S tem smo končali točko 3, prehajamo na točko 4. To je predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev zbirnega centra in odlagališča komunalnih odpadkov Dobrava. Druga obravnava. K temu ste dobili na mizo tudi vložen amandma. Pa prosim gospoda Najžara, da poda obrazložitev. Prosim, če se prijavite, samo malo, da vas priključim. Izvolite. Dobar dan. Odlok je objavljen v poročevalcu 5/2018, grafični del pa je dosegljiv na naši spletni strani, kjer ste lahko tudi ureditve pogledali. Vsebinsko se OPPN od osnutka do predloga ni spreminjal. Spremenile pa so se nekatere določbe v samem odloku od prve do druge obravnave, pri čemer so se določeni členi popravili, dopolnili in uskladili z mnenjedajalci oziroma nosilci urejanja prostora. Tako se je v 9. členu dopolnil 9. odstavek, ki se tiče etapnosti gradnje nadstreškov nad biofiltri. V 16. členu se je dodalo nekaj alinej glede oskrbe s lastno oskrbo s pitno vodo, odmikov in gradnje varovalnem pasu vodovoda, ter potem tudi glede priklopa stavb na vodovodno omrežje.
V 19. členu je dodan 6. odstavek oziroma spremenjen, ki se nanaša na pridobivanje soglasja k projektnim rešitvam strani Elektra Maribor, ter potem tudi glede posega v varovalnem pasu visokonapetostnih elektrovodov. V 20. členu so dodatni pogoji za gradnjo telekomunikacijskih vodov, v 22. glede varovalnega pasu prenosnega plinovoda, v 26. členu še tem dopolnitev glede odmikov od vodnega zemljišča. Določeni odstavki so se potem tudi preštevilčili temu posledično. 27. člen pa se je spremenil zaradi spremenjene zakonodaje na področju požarnega varstva. V odloku so se tudi ustrezno preštevilčili člene ter popravilo se nekaj slovničnih napak. Pri usklajevanju z Elektrom Maribor pa je prišlo do določenih dopolnitev, zato smo tudi vložili amandma k 19. členu, saj so ugotovili, da so oni izdelovali dokumentacijo za kabliranje elektrovoda in smo to naknadno vnesli v odlok, čeprav sama stvar tudi ni čista stvar OPPN-ja. V zakonsko določenem roku pa smo dobili pozitivna mnenja na predlog odloka. Hvala lepa, odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati o amandmaju v imenu svetniške skupine? Ne želi v svojem imenu? Ne vidim želje po razpravi. Torej prehajamo na glasovanje in sicer bomo najprej glasovali o amandmaju številka 1. Amandma ste dobili na klop in se glasi. A ga prečitate, gospod Najžar, ker ste nekaj popravljali vsebino amandmaja? Za poseg kabliranja daljnovoda na območje deponije Dobrava Ormož od OP11 do OP15 pomišljaj DV 20 kV Tomaž D pomišljaj 421 Elektro Maribor DD izdelalo projekt številka 53/2018 PT marca 2018, ki je podlaga za predviden poseg. Predviden gradbeni poseg, predmetno kabliranje ni del tega OPPN-ja, temveč je samostojni projekt. Pika. Hvala lepa, dajem vsebino tega amandmaja na glasovanje. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, prosim, kdo je za amandma, ki je bil prečitan? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 16 svetnic in svetnikov glasovalo za in nihče proti. Prehajamo potem na glasovanje o odloku v celoti. In sicer glasujemo o sklepu, ki je napisan na strani 15, oziroma se opravičujem, na strani 17. Sklep se glasi: Občinski svet Ormož sprejme predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev zbirnega centra in odlagališča komunalnih odpadkov OPPN Dobrava v drugi obravnavi skupaj s sprejetim amandmajem. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Zdaj pa lahko glasujete. Prosim, kdo je za sklep, ki sem ga prečital? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 15 svetnic in svetnikov, nihče proti, tako da je odlok v drugem branju za podrobni prostorski načrt Dobrava sprejet. In sedaj bo seveda možno na upravni enoti izdati gradbeno dovoljenje na podlagi tega odloka. Prehajamo na točko 5, to je predlog odloka o spremembah in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za obrtno cono Ormož. Druga obravnava. Pa še enkrat prosim gospoda Najžera, da se prijavi besede. Odlok je... Samo malo. Odlok je prav tako objavljen poročevalcu 5/2018, grafični del na spletni strani, ureditev se ne spreminja, je bila taka kot že pri obravnavi osnutka.
Spremembe v odloku pa so samo v uvodu, ker se je 1. junija spremenila zakonodaja, začel je veljati zakon o urejanju prostora ZUREP 2, zato se ta dikcija spremeni. V 3.b členu se ustrezno popravile parcelne številke, kajti v tem času je prišlo do parcelacije, zato smo zadevo uskladili. Potem pa skladno z usklajevanjem z Direkcijo Republike Slovenije za vode so se dodali novi odstavki, ki se nanašajo na odvajanje padavinskih voda. V 5. členu pa se potem še dodajo odstopanja od načrtovane gospodarske javne infrastrukture. V zakonsko določenem roku smo dobili pozitivno mnenje nosilcev urejanja prostora. Hvala lepa za to obrazložitev. Tukaj nimamo nobenega vloženega amandmaja, tako da ni več razprave možne. Dajem samo možnost obrazložitve glasu. Želi kdo obrazložiti glas? Koliko ne? Zaključujem možnost obrazložitve glasu in prehajamo na glasovanje. Sklep je napisan na strani 19 v gradivu in se glasi: Občinski svet Ormož sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za obrtno cono Ormož, lokacijski načrt za trgovski center. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Zdaj pa lahko glasujete, prosim, kdo je za sklep, ki sem ga prečital. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 14 svetnic in svetnikov, nihče proti, tako da je sklep soglasno sprejet. S tem smo končali točko 5 in prehajamo na točko 6. To je predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu, prav tako za obrtno cono Ormož prva obravnava. Pa prosim, gospod Mežer, če podate obrazložitev. Gre za spremembo lokacijskega načrta za obrtno cono Ormož številka 5 na pobudo lastnika in investitorja. Območje obsega približno hektar površine, zajema več parcel, ki so tudi zapisane v samem odloku. Gre za stavbno zemljišče s podrobnejšo namensko rabo IG, kar pomeni gospodarske cone. Na območju velja lokacijski načrt, ki je bil sprejet leta 2005 in v tem času tudi 3-krat spremenjen. Postopek se vodi skladno z zakonom o urejanju prostora, ki je začel veljati s 1. junijem, ker pa smo pričeli s postopkom pred uveljavitvijo tega zakona, potem veljajo še določila zakona o prostorskem načrtovanju, kar pomeni tudi, da lahko postopek vodimo po skrajšanem postopku skladno z 61. členom zakona o prostorskem načrtovanju. To pa zato, ker se spremembe in dopolnitve OPPN oziroma lokacijskega načrta nanašajo le na posamične posege, same ureditve pa ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč. Kaj prinaša sama sprememba? V obstoječem lokacijskem načrtu je bil na teh parcelah, gre za območje med Karero in RTP postajo, vrisan samo o en objekt, investitor pa namerava na tem območju graditi še ročno avtopralnico, zato se v dikcijo odloka tudi vnese, da je tam možna gradnja avtopralnice. Poleg tega se na tem območju spreminjajo tudi prostorsko izvedeni pogoje, tako da se dodajo še možnost oziroma da se razširi možnost gradnje določenih vrst stavb ter tudi gradbeno-inženirskih objektov, kar zajema tudi določeno vrsto infrastrukture. Poleg tega pa se v določenem delu tudi spreminjajo pogoji glede lege, velikosti in tudi samega oblikovanja objektov. Skrajšani postopek, ki je v tem, oziroma skrajšani postopek, ki poteka pri tej spremembi akta, pomeni to, da so prepolovljeni roki za izdajo smernic javne razgrnitve in pridobitve mnenj. Vse poteka samo 15 dni, ne 30, kot je to pri normalnem postopku sprejemanja aktov. Drugače pa se ti objekti priključujejo na obstoječo, oziroma ta objekt se bo priključeval na obstoječo infrastrukturo. Spremembe dopolnitve lokacijskega načrta so bile javno razgrnjene od 31. maja do 18. junija letos. V tem času je bila 13. junija tudi javna razprava na občini
ki pa se ni udeležil nihče. V času javne razgrnitve pa tudi ni bilo nobene pripombe na predlagane ureditve. Hvala lepa. Zdaj samo za informacijo, Odbor za varstvo okolja in urbanizem ni bil sklepčen, tako da nimate stališča odbora, pa zato vabim k besedi, če želi kdo razpravljati v imenu svetniške skupine. Ni želje po razpravi v lastnem imenu? Koliko ne, zaključujem možnost razprave in dajem potem na glasovanje sklep, ki je zapisan na strani 21, to pa je občinski svet Ormož sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za obrtno cono Ormož v prvi obravnavi, skupaj s pripombami in predlogi razprave, ki pa jih ni bilo. Sklep je tako napisan, torej dajem ta sklep na glasovanje. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Zdaj pa lahko glasujete, kdo je za sklep o lokacijskem načrtu za avtopralnico. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 16 svetnic in svetnikov, nihče proti. S tem smo končali točko 6 in prehajamo na točko 7. To je predlog odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Ormož v prvi obravnavi. Ponovno prosim za besedo gospoda Najžarja. 1. junija letos je začel veljati zakon o urejanju prostora, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 61/2017. Od 127. do 133. člena določa postopek lokacijske preveritve, gre pa za nov instrument prostorskega načrtovanja, ki omogoča hitrejše prilagajanje in manjše odstopanje od določil prostorsko-izvedbenih aktov. 127. člen tudi določa namen lokacijske preveritve, namreč ta se lahko uporabi za gradnjo in prilagoditev ter določitev natančnejše oblike ter velikosti stavbnih zemljišč na posamični poselitvi. To pomeni, prej smo temu rekli razpršena gradnja oziroma razpršena poselitev, ker imamo v občinskem prostorskem načrtu označeno z črko A. Pomeni pa to povečanje ali zmanjšanje zemljišča stavbnega za ne več 20% oziroma ne več kot 600 kvadratnih metrov. Druga možnost, ki jo prinaša lokacijska preveritev, je ta, da lahko pride do odstopanja od prostorsko izvedenih pogojev, kar sedaj v OPN-ju ni bilo mogoče. Tretja možnost oziroma namen pa je to, da se lahko to uporabi za smotrno rabo ter aktivacijo zemljišč, ki niso v uporabi in se jim mogoče določena začasna raba prostora. 132. člen ZUREP-a 2, torej Zakon o urejanju prostora, pa tudi določa, da za izvedbo lokacijske preveritve občina investitorju zaračuna nadomestilo stroškov, ki nastanejo v tem postopku. Stroški pa se določijo v odloku, v samem postopku pa se določijo s sklepom. Plačilo teh stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi. Prihodki iz tega naslova pa so namenski vir občine za financiranje nalog urejanja prostora. Pri pripravi tega odloka sem pogledal nekatere odloke, ki so že pripravljeni in že veljajo. Potem smo pri nas uskladili ter določili v 2. členu tega odloka tudi zneske. Predlagamo, da je 750 € za določanje vsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, 1250 za odstopanje od prostorsko izvedenih pogojev ter 1000 € za omogočenje začasne rabe prostora. Treba vedeti, da gre tu dejansko za neke vrste prostorski akt, kot sem jih predstavljal prej. Postopek je podoben. Kajti, ko bomo dobili elaborat, ki ga mora investitor priložiti na občino, je treba to tudi utemeljiti skladno z Zakonom o urejanju prostora. Občina preveri to skladnost ter pozove tudi nosilce urejanja prostora, to je tisti, ki dajo svoja mnenja, da potem povejo, ali je ta elaborat oziroma ta poseg ustrezen. Elaborat se bo potem tudi javno razgrnil.
za najmanj 15 dni in sicer na krajevno običajen način, torej na občini, ter potem tudi v digitalni obliki na spletni strani. Ob tem pa mora občina obvestiti lastnike sosednjih zemljišč, da se dogaja lokacijska preveritev, da so s tem seznanjeni. V tem času potem lahko ti lastniki, sosedje tudi dajo pripombe na predlagano ureditev. Stališče do teh pripomb v tem primeru, oziroma v tistem primeru, ki bodo, oziroma ko bodo, pa so v tem del gradiva za občinski svet. Samo lokacijsko preveritev v končni fazi potrdi občinski svet, objavi pa se uradno glasilo. Vse skupaj pa se bo potem tudi evidentiralo v prostorsko-informacijskem sistemu, ko bo ta začel tudi funkcionirati. Bo pa potem podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja tistemu investitorju. Hvala lepa. Če zdaj malo še bolj enostavno to povemo, tako kot je bilo mene sicer na hitro obrazloženo, ko je bil podan predlog, da se to danes obravnava na seji občinskega sveta, bo v bodoče možno brez sprememb občinskega prostorskega načrta z sklepom občinskega sveta dovoliti nekatere gradnje na zemljišči, ki z občinskim prostorskim načrtom niso opredeljene kot gradbeno zemljišče. Tako? Kot stavbno zemljišče. Stavbno zemljišče. Se pravi, to je neke vrste podoben postopek, kot je sprejemanje podrobnega prostorskega načrta. S tem, da bo občinska uprava z sklepom občinskega sveta ta postopek lahko peljala. To je pač na podlagi spremembe zakona o prostorskem načrtovanju in zato je potrebno določiti pač neko plačilo, ki je od do. Mi smo nekako v tem odloku predlagali sredino teh možnosti plačila. Zdaj, škoda res, da ni bil odbor sklepčen, tam bi lahko verjetno to bolj temeljito se temu posvetilo, ampak je možno sedaj, se pravi, če želi kdo besedo v imenu svetniške skupine, koliko ne pa v lastnem imenu, torej če je kakšno vprašanje, kakšna razprava, mislim, da bo ta postopek marsikomu olehkotel neko dozidavo, do katere sedaj praktično ni mogel priti brez spremembe OPN-ja. Prosim, gospa, samo malo, da... Hvala za gospa besedo. Ivanoša, ja. Ravno to sem hotela vprašati, ko ste zdaj na koncu omenili, koliko bo to občanom pomagalo oziroma olajšalo, skrajšalo pot do pridobitve gradbenega dovoljenja. Če imate mogoče po izkušnjah že recimo mnenje, ali bo to prišlo kaj dosti upoštev ali je to bolj prilagajanje novi zakonodaji. Hvala. Še, čakajte samo malo, bom vas jaz priključil, če še kakšno vprašanje, tako da bo tudi javnost lahko slišala, ker je to najbrž zelo pomembno za občane. Prosim, naprej, Mojca Žnidarič. Ja, pozdravljeni, hvala za besedo. Jaz sem tu zasledila en rok, torej da mora občinski svet v roku 60 dni od prejema pobude predlagatelja potem to tudi potrditi. Je to tudi v zakonodaji, ali smo si to sami ta rok določili, ker glede na to, da je tudi 15 dni, sem gledala javno objavljeno, pa glede na zasedanja občinskega sveta, sem mislila, da je mogoče lahko tudi kratek. Ne vem pa, če te zadeve lahko tudi občinski svet na dopisni seji ureja ali ne. Ponavadi za spremembe teh prostorskih planov ni šlo preko dopisnih sej. Pa glede višine sem želela vprašati, sicer ste sami malo že prej omenili, da ste nekaj povprečja vzeli, torej kako je bila določena višina teh stroškov. Sredino, tako mi je bilo rečeno. Še kdo? Zdaj se pa lahko prijavite, prosim, gospod Nežar. Izvolite. Zdaj pa glede skrajšanja pridobitve gradbenega dovoljenja. Zagotovo bo postopek hitreje potekal, kot je to sprememba občinskega prostorskega načrta, ker je to bistveno daljše gre čez večje število nosilcev urejanja prostora, tisti, ki dajo mnenje, pa tudi skozi večje število usklajevanj na ministrstvih. Tako da
Treba povedati samo to še enkrat, da gre samo to za področje posamične poselitve. Ne gre to za naselje, ker je strelno naselje primera Cvetkovci, Velika Nedelja, ker je oznaka SK ali SS ali podobnega, CU, ampak samo tam, ker je oznaka A. Gre pa se, kot smo rekli prej, razpršena poselitev, smo temu prej rekli, zdaj se reče posamična poselitev z novo zakonodajo. Ker tudi pri tem je bilo pri usklajevanjih, predvsem Ministrstva za kmetijstvo, pri prostorskih aktih dejansko ne več težav, ko se dejansko pogajamo za 300 kvadratnih metrov ali pa 150 kvadratnih metrov in iščemo nekje zamenjave, da nekje ven jemljemo, da potem kompenziramo na neki drugi lokaciji, naprimer, ne. Da imamo izravnano bilanco, kot temu rečemo, pri samem načrtovanju. Potem pa glede 60-dnevnega roka, to izhaja iz zakona o urejanju prostora iz 131. člena, kjer je to jasno napisano. Kako bo to v praksi potekalo, pa bomo videli takrat, ko bomo dobili prvo vlogo oziroma ko bomo prvi elaborat pri nas. Predvsem pa bo odvisno tudi od tega, v kakšnem času bodo nosilci urejanja prostora podali svoje mnenje k navedenemu elaboratu. Ker tega pa v zakonu ni napisano, koliko dni imajo oni roka za izdajo svojega mnenja k elaboratu. Kar pa je velika napaka pri tem členu. Dobro, Še glede višine, pogledal sem odloke, vse 15 odlokov, ki so po Sloveniji, pa so vsi dvokratniki navedenega zneska, kot imamo predlagano mi. Ker je treba vedeti še eno stvar, da bo pri postopku treba zagotoviti občinskega urbanista, ki ga zaenkrat na občini nimamo in bo v tem času mora delati nekdo zunanje. Še samo glede možnosti tega sprejemanja na dopisni seji najbrž ne možno. Se veste, tu so zadeve lahko zelo občutljive, tako da to bo moglo, razmišljam, tako, ne, vem pa ne, ampak mislim, da bo to potrebno kar na seji sprejeti, tako da bo tudi javnost z vsemi postopki seznanjena, ker mogoče bo kdaj tudi kakšni postopek trebalo zavrniti. Ne vem, bomo videli, kaj bo praksa ponesla. Tudi to. Še kakšno vprašanje? Če ne, to je prva obravnava, tako da potem zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa, ki je napisan na strani 23. Občinski svet Ormož sprejme predlog odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Ormož v prvi obravnavi skupaj s pripombami in predlogi iz razprave. Pa prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Hvala, glasujete. Kdo je za sklep? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 15 svetnic in svetnikov, nihče proti, tako da je ta predlog soglasno sprejet. Točko 8 sem umaknil z dnevnega reda, tako da prehajamo na točko 9, ki pa sedaj postaja točka 8. To je predlog odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Ormož. Prva obravnava, prav tako posledica spremembe zakona. Pa prosim gospod Mateja Zemljak, da prijavi prisotnost in poda obrazložitev. Prosim lepo. Ja, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav. Občina Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž so s odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ormož decembra 2007 postale ustanoviteljice javnega zavoda Lekarna Ormož s področja lekarniške dejavnosti. V uradnem listu je bil decembra 2016 objavljen nov zakon o lekarniški dejavnosti, ki določa, da ustanovitelj uskladi akte o ustanovitvi, organiziranosti in pa delovanju obstoječih javnih lekarniških zavodov v 2 letih od uveljavitve zakona, to pomeni do meseca januarja 2019. Pred sprejemom odloka na vseh 3 sejah občinskega sveta, torej pred drugo obravnavo, pa je potrebno k odloku pridobiti predhodno mnenje Lekarniške zbornice Slovenije in pa soglasje Ministrstva za zdravje. V skladu s 27. členom zakona o lekarniški dejavnosti je
lekarniški zavod na primarni ravni na svojem območju ustanovi občina ali več sosednjih občin skupaj, kot že rečeno, po predhodnem mnenju pristojne zbornice in soglasjem ministrstva. Vsaka občina ustanoviteljica javnega zavoda ima pravico in dolžnost v skupnem javnem zavodu zagotavljati izvajanje lekarniške dejavnosti na svojem območju ter sodelovati pri upravljanju javnega zavoda v sorazmerju s številom svojih prebivalcev. Javni zavod, ki izvaja lekarniško dejavnost, je v skladu z zakonom o lekarniški dejavnosti javni lekarniški zavod. Predlog odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Ormož glede na veljavni odlok vsebuje naslednje spremembe, ki so v skladu z novim sprejetim zakonom o lekarniški dejavnosti. V skladu z zakonom o lekarniški dejavnosti se spreminja poimenovanje zavoda, in sicer v javni lekarniški zavod. Dejavnost zavoda je usklajena s 6. in pa 7. členom zakona o lekarniški dejavnosti. Dejavnosti so razvrščene v podrazrede v skladu z določili veljavne uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti. Organizacija zavoda je opredeljena v skladu s 8. in pa 31. členom zakona ter v skladu z 47. členom zakona o zavodih. Lekarniška dejavnost na primarni ravni se izvaja v lekarni, v podružnici lekarne ali pa s priročno zalogo zdravil. Mreža izvajalcev lekarniške dejavnosti na primarni ravni je določena na podlagi naslednjih meril, in sicer potreb prebivalstva po dostopu zdravil, števila prebivalcev na gravitacijskem območju lekarne, cestne razdalje med lekarnami in prisotnosti zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Najmanjša razdalja med obstoječo in pa novo lekarno ali podružnico lekarne merjena po javni cesti pa je na urbanih območjih vsaj 400 metrov, na drugih območjih vsaj 5 kilometrov. Za izvajanje lekarniške dejavnosti na različnih lokacijah ima zavod tako kot do sedaj 3 organizacijske enote, in sicer Lekarno Ormož, lekarniško podružnico Središče ob Dravi in pa lekarno Kolermos Ormož. Odlok pa daje tudi možnost, da ima zavod v okviru ene od organizacijskih enot organizirano tudi spletno lekarno v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost, in pa zakonom, ki ureja prodajo zdravil prek spleta. Besedilo 9. člena odloka, to so organi zavoda, je oblikovano zopet z določilom zakona o lekarniške dejavnosti in pa zakonom o zavodih. Organi zavoda so direktor, strokovni vodja, kadar direktor javnega zavoda ni nosilec lekarniške dejavnosti, svet zavoda in pa strokovni svet zavoda. Besedilo 10. člena odloka, direktor zavoda, je oblikovano v skladu s 33. in pa 34. členom zakona o lekarniške dejavnosti in določa pogoje za imenovanje direktorja, njegov mandat, naloge, odgovornosti direktorja. Kadar direktor javnega zavoda ni nosilec lekarniške dejavnosti, to pomeni, da to je magister farmacije z licenco, ima zavod strokovnega vodjo, ki je odgovoren za strokovno delo javnega zavoda. Strokovnega vodjo imenuje in pa razrešuje svet zavoda s predhodnim soglasjem strokovnega sveta zavoda, njegov mandat pa traja 5 let. Zakon o lekarniški dejavnosti določa, da javni zavod nadzoruje in pa upravlja svet zavoda. V skladu s 36. členom zakona o lekarniški dejavnosti svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki zaposleni v javnem zavodu, ki predstavljajo najmanj 1/3 članov sveta zavoda, predstavniki pacientov, ki jih ustanovitelj imenuje na podlagi izvedenega javnega poziva, in predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Sestavo, številčno razmerje in postopek imenovanja določi ustanovitelj z aktom o ustanovitvi. Na tej podlagi je bilo tudi oblikovano besedilo 13. člena predlaganega odloka, ki na novo določa, da ima svet zavoda 9 članov in je sestavljen iz predstavnikov ustanoviteljic, ki imajo 4 člane, in sicer 2 predstavnika ustanoviteljice, kjer ima zavod sedež, to je torej občina Ormož, ter po enega predstavnika ostali 2 ustanoviteljici.
predstavnikov zaposlenih v zavodu, ki imajo 3 člane, pacientov, ki imajo 1 člana in pa Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki imajo prav tako 1 člana. Odlok določa tudi način imenovanja predstavnikov v svetu zavoda, mandat članov, način konstituiranja sveta zavoda ter naloge in pristojnosti sveta zavoda. Zavod ima tudi strokovni svet zavoda, ki je kolegijski organ zavoda za obravnavanje in pa odločanje o strokovnih vprašanjih in se imenuje v skladu z določili tega odloka. Besedilo o sredstvih za delo zavoda je oblikovano v skladu s 15. členom Zakona o lekarniški dejavnosti in določa, da zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih in zasebnih sredstev. Potem določba 16. člena odloka o premoženju zavoda je oblikovana v skladu s 31. členom Zakona o lekarniške dejavnosti. Ustanoviteljice zagotavljajo zavodu finančno in pa stvarno premoženje v obsegu in pa vrednosti, kot izhaja iz bilance stanja zavoda na dan 31.12.2017 in s katerim zavod mora ravnati kot dober gospodar. Zavod ima v upravljanju tudi nepremičnine, katerih lastnice so občine ustanoviteljice, na območju katere nepremičnina leži. Zavod ne more razpolagati z nepremičnim premoženjem ali ga obremeniti brez soglasja ustanoviteljice, ki je zagotovila premoženje. Zavod pa lahko tudi sam pridobiva v last nove nepremičnine, ki so potrebne za izvajanje njegove dejavnosti s soglasjem ustanoviteljic. Besedilo 17. člena predloga odloka, to je presežek prihodkov, je oblikovano na podlagi 38. člena Zakona o lekarniški dejavnosti, ki določa, da svet zavoda predlaga ustanovitelju, da se del presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda iz zasebnih sredstev vrne ustanoviteljem, pod pogojem, če s tem ni ogroženo solventno in pa likvidnostno poslovanje javnega zavoda. Ta sredstva pa sme ustanovitelj uporabiti izključno za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Na novo se poimenuje poglavje 8, to je svet ustanoviteljic, to se do zdaj imenovalo skupni organ županov, ki se ustanovi zaradi zagotavljanja skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic do javnega zavoda in za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javne službe. Poimenovanje je tako usklajeno z Zakonom o lokalni samoupravi in pa določbami občinskih statutov. Sprejetjem tega odloka ne nastanejo nobene finančne posledice za občinske proračune ustanoviteljic, temveč se le uredijo razmerja med občinami, ustanoviteljicami in pa javnim zavodom na podlagi sklenjenih sporazumov o razdelitvi premoženja občin. Hvala lepa. Povem besedi predsednica odbora za družbene dejavnosti, ki je predlog odloka obravnaval gospod Slavic, gospod Jožica Megla. Dobar dan, lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s predlogom odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Ormož, prva obravnava, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. S 3 za, sicer pa so bile tudi pripombe. Hvala lepa. Zdaj, če je odbor imel pripombe, jih lahko predstavite, če imate tako pripravljeno. Izvolite. Ja, šlo je tu za 9. in 12. člen. Glede na to, da je lekarna v Ormožu majhen zavod, se zdi nesmiselno, da bi bil direktor ne lekarniški delavec, to se pravi ne farmacevt z licenco, ker bi potem morala plačevati dvojno, tako direktorja, kot potem tudi strokovnega vodjo ali strokovnega direktorja. Zato se je zdelo pač to kot odveč, tako moralo bi skoraj ostati tako, kot je bilo do zdaj. To so bile pripombe. No. Hvala lepa. Hvala. Se pravi, za stališče odbora odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati v imenu svetniške skupine? Ni prijavljene v svojem imenu.
Gospod Čuvajnek, prosim. Ja, hvala, lep pozdrav tudi moje imena. Glejte, kar se tiče tega 12. člena, ne, jaz nisem glih za to, da se ta možnost nelekarniškega delavca oziroma nefarmacevta ali ekonomista popolnoma zapre. Ne. Obstaja možnost, da se nam nišče od farmacevtov za direktor ne prijavi. In potem bomo ostali brez direktora, to je ena možnost. Druga možnost pa je, da se lahko v zavodu pojavijo poslovanja, ki niso v skladu z ekonomskimi nekak načeli, to, kar se že malo sliši, da je zavod precej razsipen, ne? Pa bi bilo tudi dobro, če pride kakšen strokovni delavec, kar se financ tiče. Namreč treba je vedeti, da zavod dela vsako leto približno 100 000 evrov plusa, in to je 100 000 evrov plusa je vedno nekako čudno razporejenih, če gledamo. Ne? Recimo, vedno se obnavlja lekarna, preden je praktično, veste, da je bila lekarna nova, pa smo že obnovili. Ne? Celo smo obnovili, komplet. Tako da jaz s tem ne vidim glih razloga, da ne bi imeli. Poleg tega pa je potem 14. člen, če bi tudi tak blok, kak ste napisali, da ne bi bil član, recimo, da bi bil zunanji član, tu že piše 14. členu, tako da ne more biti, ne, drugi direktor kot farmacevt, ker tu piše strokovni svet zavoda je organ zavoda, ki ga sestavljajo direktor, ne, zdaj strokovnega sveta po mojem ne more sestavljati tisti direktor, ki ni farmacevt, ne, ker ni strokovnjak za to področje. Tako da imenuje ga pa direktor, tudi spet tisti, ki ni strokovnjak za to področje. Tako da to po mojem ni usklajeno. Jaz mislim, da bi moralo ostati možnost, da ostane, ampak če pa ni, potem pa je tak prav, ne, da je direktor oziroma tisti, ki je farmacevt direktor, tudi strokovni vodja. Avtomatsko, ne. Ker tako imamo tudi v drugih zavodih, koliko se spomnim, ne, če je ekonomist, recimo vodja zdravstvenega doma, potem imamo strokovnega direktora, če ne, pa je strokovni direktor verjetno kar vodja oziroma direktor sam, ne, tako da potem strokovnega direktora ne rabiš. Tako bi moralo tu ostati. Po moje bi morali ostati obe možnosti odprte, ne. Zdaj, če svet zavoda se pa tako prosto potem odloča, koga sprejme. Tako da jaz se s tem praktično ne strinjam, da bi lahko bil samo farmacevt, direktor lekarne. Dobro, naslednji, ki se je prijavil besedi, je gospod Mojca Žnidarič. Ja, tu smo si kar neenotni bliže tudi pri Zavodu za turizem, v bistvu isto tu. Če se spomnite, ste takrat večinoma vztrajali, da vseeno tudi za turizem mora biti človek, ki je iz tega področja in ki ga pozna. Ne? Tudi tukaj je moje mnenje, glede na to, da lekarna zaposluje 10 ljudi, da vsekakor ne rabi direktorja in še strokovnega vodja, zato ker že zdaj, kolikor sem zahajala v lekarno, že zdaj direktorica veliko krat dela za pultom in jaz mislim, da niti za enega človeka ni nalog teh vodstvenih, da bi jih 8 ur opravljal, ne da bi bilo za 2. Ne? Tako da malo sem pogledala tudi statute drugih lekarn in imajo zapisano, naprimer, direktor je tudi strokovni vodja zavoda, to ima več takih pač manjših lekarn, ker koliko mi je poznano, ima to možno samo Mariborska in Ljubljanska lekarna zdaj, ki sta veliki res, da imata posebej direktorja in posebej strokovnega vodja. Ali pa tu en drugi, ko so ker večkrat je bila tudi dilema, ko smo te odloke že spreminjali, ste sami rekli, da ne gre za prepisovanje iz zakonov, ne, v tem primeru zakona o lekarniški dejavnosti, ampak da si mi zadeve prilagodimo glede na velikost in glede na potrebe naših zavodov. Tako da pač moje mnenje je, da glede za 10 ljudi, kolikor jih je zdaj zaposlenih v vseh 3 enotah lekarne, da je vsekakor nesmiselno, da sta potem 2 vodstvena oziroma vodilna delavca, ne, torej direktor in strokovni vodja, ali da se zapiše, da to pač v eni osebi, torej da je direktor tudi strokovni vodja zavoda, ali da se zapiše kakorkoli, vsaj da ima potem prednost pri zaposlitvi, torej magistri farmacije, to ima dosti tudi drugih zavodov pri delovnih mestih objavljeno, torej kdo je tisti, ki je najbolj zaželjen, ker v tem primeru potem pustimo odprto res za slučaje, če se nišče od
magistrov farmacije ne bi prijavil, da je potem ta možnost, ampak mislim, da se to verjetno ne bo zgodilo, ampak dobro se lahko pusti. Druga dilema mi je bila to, torej, da ima svet zavoda 9 članov, to mi je pač zelo veliko, no, glede na ostale svete zavodov. In pa tretja zadeva, kar me je zmotilo, še to število prebivalcev, seveda zdaj ne štima, ne, med občinami, vem, da je to število prebivalcev, ki je navedeno, tu je bilo verjetno ob delitvi občin, tako da procenti najbrž ostanejo isti, ampak meni se zdi nesmiselno, da na dan, da zdaj na julij 2018 pišemo prepisujemo te številke prebivalcev, števila prebivalcev, ki več ne držijo. No. Mogoče, da se samo procenti pustijo. To bi bilo z moje strani. Hvala lepa. Še naprej se je prijavil gospod Jani Ivanoša. Ja, hvala za besedo, pa še lep pozdrav še enkrat vsem skupaj. Jaz sem si ta odlok malo prečital, skoraj neverjetno, kaj imamo skoraj isto mnenje, 10., 12. pa 13. člen, pri 10. seveda dilema, ali je to farmacevt direktor ali ni, ne. To je jasno, da pri takem malem javnem zavodu, kak je Ormoška lekarna, je 10 zaposlenih, koliko čujem, pa direktor, zdaj pa če še bi strokovni vodja bil, kaj jaz to ne vem, če to sploh, da se pravi, če je direktor ne farmacevt, potem kaj bo delo? Prah edino lahko briše, niti ne more za pultom biti, zdaj pa to lahko ta direktor krpa i bolniške, i dopuste in tak dalje, tako da bi moral tu stati po moje logiki farmacevt. Pri 12. členu potem dodanje strokovni vodja, to se pravi, to bi težje bilo, bi se moral brisati po neki logiki. Pri 13. členu pa se me zmotil svet zavoda, tako je Mojca rekla, malo dosti 9 ljudi, oziroma na tem, da gre na 1/3 zaposlenih, toliko. To bi malo za razmislek, da se mogoče kak drugače odloči. Meni je jasno, da to gre za prilagajanje občinske, državnemu zakonu o lekarnah z novim odlokom, ki je 27.1. bil napisan. Tako da malo za podebatirati, ne, to je malo ljudi, dobiček, dobro delajo, ker jih je malo, kaj pa se z dobičkom dogaja, itak je, vsi vemo. Hvala lepa. Dobro. Doktor Komanič, prosim. Hvala za besedo. Torej, mogoče se malenkost preveč obremenjujemo z tem, kakšne izobrazbe bi naj bil direktor, ker mislim, da se vsi strinjamo s tem, da pri tako malem zavodu potem nima smisla imeti direktorja, ki ni farmacevt. Zadeva je, koliko jaz zastopim, napisana čisto kot varovalka za primer, če ne bi imeli nobenega kandidata z ustrezno izobrazbo. Ker pa tudi sam ne verjamem v bistvu, da bi se kaj takega zgodilo, ker do sedaj pravzaprav še nikoli nismo imeli tovrstnih težav. Te težave so se pojavile pri Zavodu za turizem šele, prej česa podobnega nismo imeli. Mislim, da v končni fazi ne bo čist nič narobe, če dejansko to tudi izpustimo. Mislim pa, da v bistvu zadeva ni bila mišljena nikoli za to, da bi sedaj tule uvajali neko dodatno delovno mesto, kajti pri tako malem kolektivu bi to bilo nesmotrno, verjetno tudi dela ne bi bilo dovolj. Tako da mislim, da je pač to neka varovalka, ki pa verjetno res glede na izkušnje, ki jih imamo do sedaj, mogoče niti ni tako zelo nujna in v bistvu še to pomirja kolege potem v končni fazi, lahko mogoče v naslednjem obravnavi to tudi črtamo.
Hvala lepa. Hvala. Še gospa Ivanoša. Hvala lepa. Jaz pa se oglašam kot članica sveta Zavoda lekarne. Moram reči, da koliko sem spremljala, koliko dobimo poročila, oni poslujejo transparentno, pregledno in ni res, da bi imeli ne vem kakšne abnormne viške, ki bi jih neracionalno porabljali. Vse investicije in to se prekontrolirajo in pregledajo in preverijo. Smo dve predstavnici občine v tem svetu zavoda in mislim, da obe skrbimo za to, da se to ne dogaja. Sedaj nas je 5. Če bo to zakon zahteval, da mora biti tudi predstavniki pacientov in pa več zaposlenih, ker če se ne moti, mora biti vsaj tretjina zaposlenih, potem ne vem, po kakšni matematiki bi prišli do manjšega števila teh svetnikov oziroma članov sveta zavoda. Po drugi strani pa, rekla po eni strani tudi vseeno, ali jih je 5 ali 9, ki je brezplačna funkcija. Tako da to ni strošek lekarne, če gledamo na to. Glede izobrazbe, direktor takšnega malega zavoda nima 8 ur dela kot direktor, niti ekonomist ne, razen če bo računovodja, pa ne bodo imeli več zunanje računovodske službe. To si moramo biti na jasnem. In da ne damo niti ene varovalke, da imajo prednost farmacevti, se mi ne zdi smiselno in nepravilno. Nekje bi mogli imeti, tu samo piše, za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ampak zakon je zelo ohlapen. In če je recimo lekarna Ptuj, pa vse manjše lekarne so sprejele odloke, da dajo notri, da ima prednost oziroma da mora biti farmacevt, ne vem, zakaj ne bi mi tega dali notri. Zakaj bi se mogli čakati, pa upati, da se ne bo prišlo do neke, bom rekla, prevlade ali pa preglasovanja za neko izobrazbo, ki nima zveze s farmacevtsko službo. Tako da neko varovalo oziroma nekaj bi mogli dati notri, ali da damo, da je izobrazba farmacevt z licenco, ali pa da imajo prednost pri izpolnjevanju pogojev farmacevtska izobrazba. Hvala lepa. Še kakšna razprava? Kolikor ne, bi jaz mora biti k temu samo dodal, da gre za prvo obravnavo. Zdaj, kar se tiče povečanja članov sveta, so očitno doprinesle k temu razlogu lekarne same, ker so spremembo zakona izkoristili za to, da so hoteli v sveti zavodov povečati svoj vpliv. In normalno je, da se bodo ustanovitelji na to odzvali po neki, bi rekel, samozaščitni inerciji, tako kot ste vi, gospod Ivanovič, to obrazložila. Spet to so mogli računati, ko so s tem predlogom prišli. Tudi ne verjamem, da bo še naprej možno v svete zavoda imenovati ljudi, ki ne bodo za svojo delo dobili nobene senine. Ker je danes pač takšen čas, da če hočete v svetu zavoda, kot je lekarna ali pa zdravstveni dom ali pa bolnica, pa tudi šola, vrtec, si je treba kar vzeti veliko časa, gradiva naštudirati, preštudirati, iti na sejo in je potem, bi rekel, neki altruizem na tem področju po tej plati težko od ljudi pričakovati. Ali pa na drugi strani pač dobimo predstavnike sveta zavoda, ki te funkcije ne upravljajo zadosti dobro. To sta torej, tako vidim, čez vsa ta leta to rešitev, tako da tudi mi bomo v bodoče morali, kar se tiče predstavnikov, ki jih imenuje občinski svet, v te svete zavodov razmisliti, kako naprej z sejninami za te ljudi, ki so tam predlagane. Kar se pa tiče strokovnega vodja, seveda, tudi razumemo, da so to mali zavode, je pa res, da je približno enaka rešitev v vseh bolnišnicah, mali ali pa velike.
spravi, da so lahko za direktorje bolnice imenovane tudi profili druge izobrazbe. Če to je, ne, potem je ob tem potreba poskrbeti potem za strokovnega vodjo. Zdaj, jaz razumem, da je strokovni vodja lahko nekdo tudi od zaposleni, to ne pomeni, da je lahko direkt strokovni vodja nekdo, ki samo to upravlja. Torej bomo pa to zadevo do naslednjega branja skupaj pregledali in potem se tudi še pogovorili. Je pa to, še to povem, ne. Sam moram reči, da težko razumem, da so lekarne dejansko neki zavodi, kjer so ustanovitelji občine. To bi bilo treba na ravni države že davno spremeniti, ker tudi ne vem, kaj naj bi občine z svojimi predstavniki na področju lekarništva pravzaprav počele, razen mora biti to, da skrbijo za prerasporeditev oziroma za odločitev o tem, kam bo lekarna namenila svoj dobiček. Prej je to pač lahko bil prihodek proračuna, po novem pa je ta dobiček lahko po zakonu namenjen samo za zdravstveno dejavnost. Se pravi, ni več dosti manevrskega prostora in mislim, da bo tudi, če ne ta, pa prihodnji državni zbor mora nekaj več na tem lekarniškem področju narediti, kot je bilo to do sedaj. Da zaključim, zdi se mi zelo velik protekcionizem na področju lekarništva v naši državi uzakonjen. Dobro, prehajamo potem na glasovanje o predlogu sklepa, ki je zapisan na strani 27, to je občinski svet Ormož. Sprejme predlog odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ormož v prvi obravnavi skupaj s pripombami in pa predlogi iz razprave. Pa prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za predlagani sklep. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 14 svetnic in svetnikov, eden je proti, tako da je predlog sklepa bil sprejet. Zdaj bomo še opravili točko 9, to je predlog o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2018 po hitrem postopku, kar sem spregledal pred dnevnim redom, potem pred glasovanjem poskušal to napako popraviti. Poprosim gospoda Šerada Mirka, da poda obrazložitev. Tem pa naredili kratko pauzo, tako da lahko splanirate pauzo. Prosim lepo. Predlog odloka je objavljen v poročevalcu številka 5 z dne 5.7. pod zaporedno številko 19. Zdaj tako, v mesecu maju in juniju so območje naše občine, razen malo manj v vzhodnem delu, prizadela močna neurja z nevihtami, vetrolomi in pa točo. Nastala je škoda na komunalni infrastrukturi, predvsem na cestah in pa kanalizaciji, bilo je tudi nekaj plazov. Zdaj škodo finančno, koliko je bilo popisano, ocenjujemo na cirka 225.000 evrov, je pa še verjetno večja, ker se ni zabeleženo. Zdaj župan je v skladu z odlokom o porabi sredstev proračunske rezerve, v skladu z odlokom proračunu za letošnje leto sprejel 2 sklepa o porabi sredstev proračunske rezerve. En sklep je bil namenjen za sanacijo mostu na lokalni cesti Ormož-Koračice v kraju Lešnica pri odcepu za Strmec. Drugi sklep pa se nanaša za zagotovitev sredstev za plačilo sredstev za nakup materijala, kot so vreče, pesek, folija, gramos, beton. Tako da je bilo iz tega naslova vse skupaj porabljenih dobrih 25.000 evrov. Glede na prenos sredstev rezervnega sklada iz lanskega leta in pa oblikovanja sredstva v letošnjem letu, z odlokom predlagamo, da se za odpravo teh posledic, ki so bile na komunalni infrastrukturi v mesecu maju in pa juniju, porabijo vsa razpoložljiva sredstva, kar znaša 96.069 evrov. Za ostalo škodo, ki je na komunalni infrastrukturi, pa bo potrebno zagotoviti sredstva iz drugih proračunskih postavk, predvsem na področju cestarije. Hvala lepa. Vabim besede predsednika odbora,
za premoženje, finance in gospodarska vprašanja. Prosim, dr. Polnovič. Hvala za besedo. Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja se je seznanil s predlogom odloka o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2018, hitri postopek, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Tak sklep je bil soglasno sprejet s 5 glasovi za. Hvala lepa. Hvala lepa, odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? V imenu svetniške skupine? Ni razprave v svojem imenu? Prosim, gospod Ivanoša. Hvala lepa. Absolutno se strinjam s tem, da se porabijo ta proračunska rezerva za sanacijo, ampak malo me moti, da ni nikjer navedeno, vem, da je tega ogromno, ampak vsaj večji projekti, ki so malo dražji, zakaj se bo to namenilo, za katere sanacije, tako to je bilo že porabljeno, teh 29, pa zakaj pa se še misli ta ostala sredstva. Prav pa je, da porabimo za to, da potem lahko tudi od države še nekaj več zahtevamo, če prav razumem, ne? Hvala. Hvala. Še kakšno vprašanje? Gospod Čerot. Lahko? Izvolite. Ja. Zdaj, pretežni del teh sredstev bo namenjen za sanacijo vzdrževanja na javnih poteh in pa lokalnih cestah. Zdaj, sredstva, ki bodo namenjene iz tega naslova, bo namenjene recimo, ne vem, za čiščenje cest, ureditev bankin, čiščenje jarkov, tako da bo tam potrebno tudi izdeti na javnih poteh 70% iz rezervnega sklada, 30% pa iz sredstev, ki imajo krajevne skupnosti za tekoče vzdrževanje javnih poti, plus tega je še cirka, mislim, da nekaj čez 30.000 evrov škode na lokalnih cestah. Pol bo nekaj malega, pa bo še ostalo za sanacijo drugih škod, recimo, ne vem, imamo poškodovanje nekaj cest, ker so uničene asfalte, tako da gre za sanacijo cest, pa nekaj kanalizacije tudi v Podgorce, ki je bila uničena oziroma poškodovana s tem neurjem. Gre za sredstva krajevnim skupnostim, ki se nameni za vzdrževanje javnih poti, bankine, jarke in podobno. Če še županke. Zdaj, samo če k temu še dodam, ne, mislim, da še niti nimamo čisto vse celotne številke, koliko je bilo upravljene teh sanacijskih del na javni poti, tako da po tem ključu, kot je sedaj povedal gospod Čerot, bomo poskušali sve najprej pokriti tisto, kar je na lokalni cesta, bilo upravljene intervencije, potem tisto, kar je na javni poti, potem pa imamo še nekaj večjih zadev, ki so odprte, kjer pa še niti nismo izbrali izvajalcev, ker je v letošnjem letu praktično težko v tem trenutku dobiti izvajalce za večje posege. Takšni večji posegi so pri Veliki nedelji oziroma Mihovci pri Veliki nedelji, kjer je škoda na 2 cestni odseke, ki še čakata na sanacijo, ocenjena na približno tam nekje okrog 22.000 evrov. Potem je v okviru te bi rekel, sanacije nujno izvesti en podboj pod glavno cesto, prav tako v Mihovci pri Veliki nedelji, ker obstaja neki predračun komunalnega podjetja Ormož v višini, praktično popis v višini 60.000 evrov. Potem je potrebno zaprositi direkcijo za ceste za en prehod oziroma kanal pod glavno cesto pred Trgovišče, pred vasjo Trgovišče, če nam bodo to dovolile, tam, kjer se pač te poplave ponavljajo. Potem je prav tako sta 2 predloga za ureditev dodatnih propustov v kraju Bresnica, kjer je potrebno predno bi intervencijo izvršili pridobiti hidrološko študijo, da bi sploh kaj takega izvedli. Tako da vse te zadeve čakajo in seveda bodo odvisne od tega, koliko sredstev bo v letošnjem letu sploh možno za te namene zagotoviti, vkolikor seveda ne, se bo nekatere od teh zadev, ki sem jih sedaj naštel, prenesle naslednjo leto. Je pa v tem trenutku že podpisana pogodba z komunalnim podjetjem Ormož v višini 11.000 evrov za popravilo kanalizacije in pa ceste v Podgorce. Pri
v križišču ceste za pokopališče, ker je neurje precej poškodovalo spodnjo, se pravi tampon cestnega telesa. Tako da to so te zadeve, ki v tem trenutku poskušamo pač reševati, ampak to, kar bomo danes sprejeli, seveda daleč za to ne bo zadostovalo. Zdaj je pa še nekaj, povem, škodo smo seveda lahko prijavljali v ta program AJDA, ali kako se imenuje. Če nam bo država kaj namenila, to ne vemo, verjetno je to pač odvisno od novega sklica parlamenta in pa od škode, ki bo na letni ravni dosežena v celi državi. Te škode se še kopičijo, to še niso vse. Jaz samo upam, da nas v letošnjem letu še ne obišče kako neurje. Tisto, ki je bilo eno večje neurje na področju občine Ormož, leta 1993, če se spomnite, se je zgodilo 4. avgusta. Tako da smo še kar precej daleč stran od, bi rekel, tam do 15. avgusta, ko so taka in podobne zadeve še možne. Pa se sve še lahko zgodi tudi kaj pozneje, ampak to je pač tisto najbolj tvegano obdobje. Še gospa Slavica Rajher. Ja, lep pozdrav vsem. Ja, jaz se moram oglasiti kot predsednica tudi krajevne skupnosti, kajti ogromno škode, vse je bilo omenjeno, je tudi na javnih poteh. Resnično bila so taka neurja, če bi si to pogledali, te ceste, jaz sem hodila sama po terenu, tu so bili več kot pol metra globoki jarki po gramoziranih cestah, potem je odneslo bankine tam poleg asfaltov, in tako da je celo asfalte izpodkopavalo. V glavnem morali smo po neurjih takoj gradirati ceste, na zadnje ni bilo več kaj gradirati, ker so čisto gole ceste ostale, več gramov se je odneslo. Tega jaz ne pomnim, ker sem zdaj že 3. mandat predsednica krajevne skupnosti in takih neurij in take slabe ceste, kot so zdaj bile, res ne pomnim. Zato je nujno res, da dobimo neka sredstva krajevne skupnosti, kajti drugače ne moremo tudi svojih programov, ki smo si jih zadali oziroma ki jih imamo, realizirati. Poleg tega so tudi jarke zadelali in pravim grozno, no? Če si je kdo tu pogledal, je lahko videl, kakšna je tu škoda. Bile so celo ceste posebno gramozirane, no, mi v naši krajevni skupnosti še imamo kar nekaj kilometrov gramoziranih cest, take, da so bile, bi lahko rekla, neprevozne, ker ti ljudje se niso mogli tam voziti, take jame so bile, ker to so ceste, ki ne morejo imeti obcestnih jarkov, ne, ker so nekoč bili klanci in voda dere vse po sredini ceste in je to vse odnašalo nekaj nemogočega, res kakšno je to bilo. Toliko malo za dodatno obrazlago. Hvala. Še kakšna razprava? Mislim, da smo zdaj v tem trenutku vse te zadeve ali pa v glavnem, kar tiče cest, sanirali, bankine popravili, odnešene, podkopane asfalte, podbetonirali. Veliko je bilo teh podbetoniran. Tudi naš režijski obrat se je močno vključil v odpravo škode skupaj z lokalnimi izvajalci, tako da nimam pa še pravim dokončne številke, koliko je to in pač je treba danes odlok sprejeti, potem pa to, koliko bo, pač razdeliti po nekem ključu, tako da bo za vse prav. Ne? Vredik, še gospod Čerot, ste želeli besedo? Zmoče čisto na kratko. Po tem, kar smo do sedaj dobili obračune oziroma račune od izvajalcev del, je škoda na lokalnih cestah cirka 32 tisoč evrov, na javnih poteh pa 86 tisoč evrov. In če v teh 86 tisoč evrov vzame 70%, je to 60 tisoč evrov plus 30 je 90, kar pa meni, da smo tu skoraj zaprli. Plus tega pa tu še pol odprte vse tiste večje škode, kar je pred župan naštel. V redu, zaključujem potem razpravo in dajem na glasovanje sklep občinski svet Ormož sprejme odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2018. Predno pa o tem glasujemo, pa moram dati na glasovanje še, kar sem pozval, če mi ne zamerite, da se sklep, da se ta odlok obravnava po hitrem postopku. Pa najprej sprašujem
Če se strinjate z hitrim postopkom, poprosim, če prijavite prisotnost, če nišče ne nasprotuje. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Kdo je za to, da se odlok sprejema po hitrem postopku? Lahko glasujete. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 15 svetnic in svetnikov nišče proti glasovalo za hitri postopek. Sedaj pa še enkrat moramo glasovati za sam odlok. Torej, občinski svet Ormož sprejme predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2018. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za porabo sredstev proračunske rezerve. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 16 svetnic in svetnikov, nišče proti, tako da je ta predlog odloka soglasno potrjen. Jaz bi glede na to, da te zadeve danes kar hitro grejo, predlaga, da bi se zdaj naredili 15 minut odmora, pa bomo potem nadaljevali.